Šahovska zveza Slovenije je ena izmed najstarejših športnih zvez v državi, kar priča o globokih koreninah in dolgoletni predanosti temu plemenitemu športu. Slovenski prostor so že v nekdanji skupni državi zaznamovali številni izjemni velemojstri in osebnosti. Dr. Milan Vidmar je od leta 1911, več kot 2 desetletji, veljal za enega najboljših šahistov na svetu. Poleg njega pa so svetovno šahovsko zgodovino krojili in na olimpijadah osvajali medalje še Vasja Pirc, Stojan Puc, Milan Vidmar mlajši, Bruno Parma in Albin Planinc. Tudi mnogi drugi šahisti so svojimi dosežki dvignili prepoznavnost slovenskega šaha daleč preko meja domovine. Enako ponosni smo na bogato tradicijo organizacije velikih šahovskih dogodkov. Gostoljubnost in odlična organizacija sta del naše identitete že desetletja. Že od najzgodnejših turnirjev na Bledu, v Portorožu in Ljubljani v 50. in 60. letih, kjer so nastopila tudi velika imena svetovnega šaha, kot so Fischer, Tal, Spassky in mnogi drugi. Med pomembnimi dogodki velja omeniti šahovsko olimpijado leta 2002 ter kar 20 Vidmarjevih memorialov. Tudi sodobna mednarodna tekmovanja Slovenijo še danes postavljajo na zemljevid najvidnejših šahovskih organizatorjev. Sedaj pa vabljeni na sprehod skozi čas ob ogledu kratkega filma, ki osvetli nekatere ključne trenutke Šahovske zveze Slovenije v zadnjih 90 letih.
Slovenski šahisti so prepoznavni po svetu. Zveza se je v zadnjih letih posvetila razvoju programov za mlade, organizacijo mednarodnih tekmovanj, predvsem pa promocijo šaha med mladimi. Seveda gre tukaj v prvi vrsti zahvala vsem vam, ki to okolje oblikujete in sooblikujete. Predvsem klubom, trenerjem, sodnikom, staršem, sponzorjem, partnerjem, igralcem in tako naprej. Tudi vsem zaposlenim na zvezi. Vaše delo je izjemno in zato lahko danes ponosno gledamo nazaj v preteklost in z optimizmom naprej v prihodnost. Pred nami je desetletje, v katerem želimo še naprej graditi široko bazo mladih, kot tudi krepiti vrhunski šah. Privabiti nove mednarodne dogodke, ohraniti šah kot prostor povezovanja in, kar je po mojem najbolj pomembno, pritegniti nove sponzore in donatorje, pa ne samo na raven zveze, zlasti tudi v klubske strukture, saj se zavedamo, da brez uspešnih klubov ne bo uspešnih igralcev in tudi ne bo uspešne zveze. Naj bo ta jubilej priznanje za nazaj in hkrati spodbuda za naprej, da uresničimo cilje, ki smo si jih zadali. Na koncu bi se rad zahvalil tudi vsem seniorjem, ki zelo aktivno sodelujete v šahu in prenašate svoje znanje na mlajše. Še enkrat hvala vam vsem, ker ste del te zgodbe in naj nas šah še dolga leta povezuje. Želim vam tudi lepe praznike, lepo praznovanje in obilo uspehov v novem letu. Hvala. Gospod predsednik, hvala za vaš nagovor in oris šahovskih aktivnosti ter za vaše predano delo v okviru Šahovske zveze Slovenije. Šah je od leta 2010 del družine športov znotraj Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez. Članstvo v krovni športni organizaciji je dalo šahu nov zagon. Temu so priča številni tekmovalni uspehi, ki so sledili v zadnjem obdobju. Tako sedaj k nagovoru vabimo generalnega sekretarja Olimpijskega komiteja Slovenije in predsednika strokovnega sveta Republike Slovenije za šport Uroša Mohoriča. Spoštovani predsednik, spoštovani minister Han, spoštovani ostali visoki gostje, spoštovane šahistke, šahisti, predvsem pa spoštovani vsi, ki ste s svojim delom soustvarjali to dolgo, bogato zgodovino Šahovske zveze. Veliko čast in veselje mi je, da vas lahko danes v imenu celotne olimpijske družine pozdravim na tem mestu družine, ki šteje 195 članic, ampak se le redko lahko pohvalijo s tako dolgo organizirano dejavnostjo, s takšnimi zavedljivimi tekmovalnimi rezultati, predvsem pa s tem, da so v družbi najbolj razširjena dejavnost, s katero se malo da ne ukvarja vsak. Tisti boljši pa se ukvarjajo seveda v vaših organizacijah in se nadgrajujejo do mednarodnih nivojev ter dosegajo zavedljive rezultate, na katere je celotna Slovenija upravičeno ponosna. Na tem mestu bi vam želel iskreno čestitati za vse, kar vlagate v slovenski šah, da je le-ta na nivoju, na kakršnem je. Ob celotni združbi zbranih pa ne gre dvomiti, da šaha v Sloveniji čaka še svetlejša prihodnost, tako da bi vam zaželel na tem mestu lepo praznovanje in še nadaljnje kvalitetno delo. Gospod generalni sekretar, hvala za vaš nagovor ter za neprecenljiv prispevek Olimpijskega komiteja Slovenije pri razvoju slovenskega šaha. Spoštovani gostje, gospe in gospodje, preden nadaljujemo s programom, sledi prav poseben del našega jubilejnega večera.
Slovenski šah je že desetletja pomemben del evropskega in svetovnega šahovskega prostora. Zato smo počaščeni, da nas bosta ob 90-letnici Šahovske zveze Slovenije preko videopovezave nagovorila tudi voditelja obeh ključnih mednarodnih organizacij. Najprej si bomo ogledali videočestitko Zuraba Azmajparašvilija, ki je predsednik Evropske šahovske zveze, krovne organizacije več kot 50 evropskih držav. Evropska šahovska zveza ima osrednjo vlogo pri razvoju in organizaciji najpomembnejših tekmovanj na naši celini. Zatem sledi še videočestitka predsednika Mednarodne šahovske zveze FIDE, Arkadija Dulkoviča. FIDE je globalna organizacija, ki združuje več kot 190 držav in predstavlja najvišjo avtoriteto v svetovnem šahu. Obe organizaciji sta profesionalni, ugledni in dolgoročni partnerici slovenskega šaha. Zato nam je v veliko čast, da sta ob našem visokem jubileju pripravili svoja nagovora. Prisluhnimo torej najvišjima predstavnikoma obeh najpomembnejših mednarodnih šahovskih organizacij. Today, Slovenian Chess Federation is celebrating 90th anniversary. It's a significant day, and on behalf of the European Chess Union, I'm glad to congratulate our Slovenian fans with this impressive day. Slovenia, of course, last year have a significant results, and during the 40th anniversary of the European Chess Union, which we celebrated not long ago, Slovenia get the 3 awards, which confirms again active role of Federation. Of course, we cannot forget the Slovenians' crucial role in the building of our union. Especially, we have to emphasize that Mr. Boris Kutin, who was 3 times elected president of the European Chess Union, and actually he started this big union in 1998, and he was elected also as president. He played a very good role to develop chess in Europe and of course in Slovenia. Also, all of us will remember also magnificent Olympiad in 2002. So, as well, the results are growing up. We know that the young generation of the Slovenian chess, they are achieving the new results, new titles, and not long ago in Montenegro they confirmed it again. Of course, we have to especially many thanks to the current leadership of the Slovenian Chess Federation, because last year's all of us we know that we organized 5 different very high level of European championship, and I'm very thankful of this. And of course, many things I want to say about Slovenia. Slovenia is a great country, Slovenia is a great chess, and now I'm in the Jerusalem, and I want to send many regards from this Holy Land, and dear friends, we'll meet soon, and I wish you to achieve the new results. Of course, this is my dream after 10 years to celebrate together 50th anniversary of the European Chess Union and 100th anniversary of Slovenian Chess Federation, and let's do it together. Of course, we will finish my congratulation with the European Chess Union motto: play chess, chess makes you smart. Thank you very much. It's my honor and pleasure to congratulate you with the remarkable anniversary. And it's an amazing milestone in developing chess, both in the country, but also in what Slovenian Chess Federation was doing for the entire region, in Europe and more globally.
from hosting tournaments to youth development, organizational work, supporting players, including women players, cooperating with neighbors and countries around. In all these aspects, the Slovenian Chess Federation showed great achievements, great results. And I would like to reiterate our continuous support for what you're doing. We will continue rely on you in hosting international events, including our major events, World Championships, and we will continue support the entire chess community of the beautiful country of Slovenia. Ena izmed pomembnih pridobitev za šah je njegova umestitev v slovenskem športnem prostoru, kar je rezultat sodelovanja med Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ter Šahovsko zvezo Slovenije. To prinaša izrazito podporo pri razvojnih in drugih dejavnostih. Pomembno mesto je pridobila tudi Šahovska olimpijada, ki je prepoznana kot velika športna prireditev. Veseli smo, da je na današnjem dogodku tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki bo ob tem pomembnem jubileju z nami delil nekaj misli. Lep dober večer, seveda vsi v dvorani, vsi imenitni gostje, spoštovani predsednik Dušan Mes, spoštovani častni predsednik Zveze Milan Kneževič, spoštovana generalna sekretarka Nina, seveda tudi moja dva športna kolega, funkcionarja Uroš in Branko in pa seveda vsi ljubitelji te prelepe igre. Danes smo se tu zbrali, gospe in gospodje, ob izjemnem jubileju 90. obletnici Šahovske zveze Slovenije. 9 desetletij tradicije, predanosti, predvsem pa ljubezni do igre, ki, verjemite mi, presega čas, prostor in pa tudi generacijo. Šah je, pa to vi bistveno bolj veste kot jaz, bistveno več kot premikanje figur po 64 polih. Je na nek način umetnost razmišljanja, je potrpežljivost, predvsem pa je strategija dveh umov. In to od šaha bi se lahko v državi marsikaj naučil. Predvsem pa nas uči prvič poštenosti, drugič spoštovanja, vztrajnosti in pa tudi kritičnega razmišljanja. Tega v današnji dobi digitalizacije in po vseh teh socialnih omrežjih, ko so otroci preprosto prenehali brati knjige, absolutno primanjkuje. Zato si na nek način srčno želim, da bi šah še naprej postal in ostal popularen miselni šport. Sam vedno povem na vseh prireditvah, da izjemno spoštujem slovenske športnike. Zakaj? Zato, ker so edini šport, ki ne deli Slovencov na takšne in drugačne. In so seveda z vsemi rezultati nam naredili ogromno lepih trenutkov. In ker je za ohranjanje dobrih športnih rezultatov v katerikoli kategoriji potrebno imeti jekleno voljo, ki jo sestavljata, tukaj sem že rekel, predvsem disciplina in vztrajnost. In ker verjamem, da lahko samo tako dosegaš vrhunske rezultate na kateremkoli področju v življenju, se mi zdi, da je šport, v tem primeru tudi šah, v bistvu tista dejavnost, ki je ena od glavnih vrednot.
Šah je od leta 1935 pa do danes postal pomemben del, tukaj tudi gospa voditeljica rekla, slovenske identitete. V 90-ih letih smo zgradili generacijo mojstrov in mojstric. Naši člani so nastopali na olimpijadih, na evropskih prvenstvih, v mednarodnih tekmovanjih. Dosegli so odličja, a še pomembneje, poleg odličij, vzgojili so skupnost, gospe in gospodje, skupnost, v kateri ima vsakdo in vsakdo prostor. Od najmlajših, ko se učijo teh prvih potez, pa do veteranov, ki z svojo modrostjo in svojo modrost delijo z mlajšimi. In gospe in gospodje, danes praznujemo ljudi, ki so svojim delom, trudom, predvsem pa z prostovoljstvom, izgradili temelje šahovske družine v Sloveniji in praznujemo vizijo, ki jo moramo na nek način nositi naprej. Naj bo teh 90 let navdih za prihodnost, za nove talente in pa še za večjo prepoznavnost šaha, za nove programe, ki bodo seveda mladim odprli neka vrata v nek bolj normalni svet. Naj bo šah orodje povezovanja med generacijami, med regijami, med ljudmi in na nek način naj ta šah deli ta strast do te čudovite igre. Seveda na našem ministrstvu na nek način probamo prek svojih programov pomagati tudi šahovski zvezi. Niti niso pomembne številke, ampak verjamem, da smo lahko z delom vsi skupaj zadovoljni. V imenu vseh, gospe in gospodje, ki verjamemo, da je šah več kot hobi, je kultura razmišljanja in spoštovanja, seveda iskreno čestitam vsem vam v Šahovski zvezi Slovenije v tem veličastnem jubileju. Naj se ta zgodba piše še dolgo. Naj nas šah uči modrosti, poguma in ustvarjalnosti in naj bo naslednjih 90 let, če želite, poln novih zmag na šahovnici in tudi izven nje. Hvala vam lepa za vse dobro, kar ste naredili prek šaha za domovino Slovenije. Srečno! Gospod minister, hvala za vaše misli in nagovor ter za dragoceno podporo, ki jo ministrstvo namenja razvoju slovenskega športa. Šah in glasba imata veliko skupnega. Oba temeljita na strategiji, ustvarjalnosti, koncentraciji in tistem notranjem miru, iz katerega se rodi najlepša poteza ali najlepša melodija. In tako sedaj vstopamo v svet glasbe in melodij skupaj z violončelistom Bernardom Prizanijem. Bernardo Prizani je dvakratni Prešernov nagrajenec ter član orkestra Slovenskega narodnega gledališča, Opera in Balet Ljubljana. Najprej nam bo zaigral Bachov Preludi v G-dur, zatem pa še skladbo z naslovom L'appuntamento italijanske skladateljice Ornelle Vanoni.
promocije niso zgolj odraz močne institucionalne podpore, temveč tudi predanosti in ustrajnosti posameznikov. Številni so skozi zgodovino pomembno prispevali k razvoju kraljevske igre in delovanju Šahovske zveze Slovenije. Danes pa je trenutek, ko lahko izrazimo zahvalo vsem tistim posameznikom in ustanovam, ki so s svojim delom neizbrisno zaznamovali slovenski šah. Čeprav so mnogi med njimi že prejeli najvišja priznanja Šahovske zveze Slovenije, nekateri med njimi pa tudi najvišja državna odlikovanja na področju športa, se jim želimo ob tem jubileju ponovno zahvaliti. V imenu Šahovske zveze Slovenije bo posebne zahvale podelil predsednik Dušan Mis. Najprej bodo posebne zahvale prejeli posamezniki, ki so v zadnjih 50 letih najbolj zaznamovali delovanje Šahovske zveze Slovenije. Na oder vabimo častnega predsednika Šahovske zveze Slovenije, gospoda Milana Kneževiča. Je ena ključnih in najvidnejših posebnosti v zgodovini slovenske šahovske organizacije. 23 let je bil predsednik Šahovskega društva Ptuj. Šahovsko zvezo Slovenije je zelo uspešno vodil kar 30 let, in sicer od leta 1981 do leta 2011. V poznih 80 letih je hkrati opravljal tudi mandat predsednika Šahovske zveze Jugoslavije. Bil je predsednik organizacijskega odbora 2 šahovskih olimpijad, leta 1990 v Novem Sadu in 2002 na Bledu. Za svoje izjemne zasluge pri razvoju slovenskega šaha in njegovem ugledu v svetu je prejel najvišje priznanje Šahovske zveze Slovenije, Vidmarjevo priznanje. Za življenjsko delo in izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa pa je leta 2011 prejel najvišje državno priznanje, Plovtkovo nagrado. Za prispevek k razvoju šaha v svetu je dobil tudi priznanje v obliki vpisa v zlato knjigo Mednarodne šahovske zveze FIDE. Posebno zahvalo Šahovske zveze Slovenije prejme gospod Boris Kutin, ki je je častni član Mednarodne šahovske organizacije FIDE. Bil je dolgoletni predsednik Šahovske zveze Slovenije. Svojim delom je pomembno prispeval k razvoju slovenskega šaha in njegovi prepoznavnosti v mednarodnem prostoru. Kot član predsedstva Šahovske zveze Jugoslavije je imel pomembno vlogo pri šahovski olimpijadi v Novem Sadu. Bil je tudi direktor olimpijade na Bledu.
Med letoma 1998 in 2010 je bil predsednik Evropske šahovske zveze. Dobri 20 leti je deloval v organih FIDE. Bil je tudi podpredsednik FIDE. Pomemben je njegov prispevek na področju šahovske publicistike. Za svoja prizadevanja je prejel najvišjo nagrado Šahovske zveze Slovenije, Vidmarjevo priznanje. Leta 2019 je za življenjsko delo v športu prejel Bloudkovo nagrado. Za izjemen prispevek k razvoju šaha v svetu je dobil tako priznanje v obliki vpisa v Zlato knjigo FIDE, kot tudi posebno priznanje Evropske šahovske zveze. Posebno zahvalo Šahovske zveze Slovenije prejme gospod Mirko Bandelj. Mirko Bandelj je v delo Šahovske zveze nenehno in aktivno vpet, še posebej od osamosvojitve naprej. Mirko Bandelj je dolgoletni podpredsednik Šahovske zveze Slovenije. Sicer pa svojim znanjem, izkušnjami in dragocenimi nasveti že 35 let v različnih vlogah prispeva k uspešnemu delovanju zveze in razvoju slovenskega šaha, za kar je prejel zlato plaketo Šahovske zveze Slovenije. Posebno zahvalo Šahovske zveze Slovenije prejme gospa Silva Razlak. Silva Razlak je že 40 let zelo aktivna v organih Šahovskega društva Ptuj in Šahovske zveze Slovenije. Najbolj dejavna je bila na področju promocije slovenskega šaha ter pri organizaciji mednarodnih turnirjev, tako v domačem šahovskem klubu, kot tudi na ravni Šahovske zveze Slovenije. Delovala je v strokovnem svetu Republike Slovenije za šport ter v odboru za podelitev Bloudkovih nagrad. Kot edina ženska je prejela naziv častne članice Šahovske zveze Slovenije. Je tudi prejemnica Bloudkove plakete. Sedaj pa bomo posebne zahvale podelili strokovnjakom, ki so dali pomemben prispevek na ravni zveze. To so Iztok Jelen, Matjaž Mikac in Matej Šebenik. Vabim jih, da se nam vsi skupaj pridružijo. Iztok Jelen je bil vrsto let republiški trener in strokovni sodelavec Šahovske zveze Slovenije. Z vodenjem Višje šahovske šole je pomembno prispeval k razvoju naših najboljših mladih šahistov in šahistk. Je avtor nacionalnega programa šaha in številnih drugih strokovnih prispevkov. Osrednjo vlogo je imel tudi pri pripravi in izvedbi izbirnega predmeta šah v osnovni šoli, ki je bil uveden v letu 2004 kot plod sodelovanja med državo in zvezo.
Matjaž Mikac ima bogato in uspešno trenersko kariero. Več kot 20 let je selektor mladinske in članskih reprezentanc. Deluje kot strokovni sodelavec zveze in že daljše obdobje predseduje strokovnemu svetu šahovske organizacije. Matej Šebenik je bil dobro desetletje mladinski selektor in član strokovnega sveta zveze. Ob tekmovalni karieri je pred dobrim desetletjem začel delovati tudi kot trener ter odigral vidno vlogo pri dosežkih in uspehih v zadnjem obdobju. Laura Unuk je pod njegovo taktirko postala svetovna prvakinja. Znan je tudi po svoji publicistični dejavnosti. Brez trdnih temeljev ni mogoče graditi uspešne športne zgodbe. Šahovska zveza Slovenije je skozi 90 letij svojega delovanja rasla, se razvijala in premikala meje prav zato, ker je imela ob sebi institucije, ki razumejo pomen športa, ga podpirajo in soustvarjajo pogoje za njegov napredek. Posebne zahvale Šahovske zveze Slovenije ob njeni 90-letnici tako prejmejo naslednje nacionalne institucije z področja športa v Republiki Sloveniji. Najprej Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije. Zahvalo bo prevzel minister Matjaž Han. Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez. Zahvalo bo prevzel generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije, Uroš Mohorič. Fundacija za financiranje športnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zahvalo bo prevzel predsednik fundacije Branko Zorman. Predsedniku Dušanu Mesu se zahvaljujemo za podeljevanje. Njegovo vlogo podeljevalca pa bo sedaj prevzel gospod Mirko Bander. Sedaj pa sledi še zahvala največjemu sponzorju in podporniku, ki neprecenljivo prispeva k razvoju, uspehom ter bogatitvi dejavnosti slovenske šahovske skupnosti. Posebno zahvalo Šahovske zveze Slovenije prejmejo Slovenske železnice, ki so ki so že vse od leta 2019 glavni sponzor Šahovske zveze Slovenije. V imenu Slovenskih železnic je zahvalo prevzel generalni direktor Dušan Mes. Zahvalo pa prejmejo še nekateri pomembni podporniki slovenskega šaha iz različnih gospodarskih področji, ki so dali svoj prispevek k razvoju slovenskega šaha v preteklem obdobju. To sta Vojko Musič in Matjaž Kiler.
hvala podeljevalcu in nadaljujemo s kulturnim programom. Šah, tako kot ljubezen in glasba, ima to moč, da ljudi osrečuje. Naj bo ta misel uvod v naslednji glasbeni utrinek večera, tokrat v izvedbi obalnega komornega orkestra. Glasbeniki prihajajo iz slovenske Istre in ustvarjajo glasbo že več kot 40 let, ter tako pomembno prispevajo k kulturi glasbenega življenja obalnih občin. Zaigrali nam bodo Avsenikovo skladbo Spomin.
pa je na vrsti podelitev priznanj olimpijkam in olimpijcem, ki so nastopili na 4 ali več šahovskih olimpijadah za samostojno Slovenijo. Priznanja bo podelil predsednik Šahovske zveze Slovenije Dušan Mes. Priznanja prejmejo naslednje olimpijke, ki jih vabimo na oder vse skupaj. Narcisa Mihevc-Mor, Anita Ličina Vrabič, Darja Kapš, Laura Nuk, in Teja Vidic. Darja in Laura sta tudi ambasadorki šaha. Priznanja pa prejmejo tudi olimpijke, ki jih danes žal ni tukaj. In sicer Jana Krivec, Jana Krivec je sicer rekorderka, ki se je udeležila kar 12 olimpijad, Ana Srebrnič, Ana Muzičuk, Kiti Grosar, Milka Ankerst in posthumno Vesna Rožič. Posthumno priznanje Vesne Rožič pa bo prevzela njena mama Tanja Rožič. Hvala lepa. Med olimpijci pa prejmejo priznanja naslednji šahisti. Jure Borišek, udeležil se je kar 10 olimpijad. Čestitke. Luka Lenič, Matej Šebenik, Duško Pavasovič, in Jure Škobrne. Priznanja pa prejmejo tudi olimpijci, ki so danes odsotni. In sicer Aleksander Beljavski, rekorder, ki se je udeležil kar 11 olimpijad, Aleksander, potem Marko Tratar in Dražen Sermek. Hvala lepa. Hvala. Priznanja Šahovske zveze Slovenije pa prejmejo še Đorđe Mor, Aljoša
Aljoša Grosar, in Leon Gostiša. George Moore je bil poleg tekmovalne kariere in 6 nastopov na šahovskih olimpijadah dejaven tudi kot selektor članske reprezentance in trener. Je organizator številnih domačih in mednarodnih tekmovanj. Dejaven pa je tudi kot publicist. Aljoša Grosar je zastopal Slovenijo na 6 šahovskih olimpijadah. Dolgo obdobje je bil selektor mladinske in ženske članske reprezentance. Je vodja programa usposabljanja strokovnih sodelavcev v športu. Od leta 2007 je član strokovnega sveta Šahovske zveze Slovenije. Leon Gostiša je prejemnik olimpijske bronaste medalje na posamični šahovnici, in sicer v Manili leta 1992. Za ta dosežek je Leon Gostiša letos prejel Plotkovo nagrado. Tudi on je bil selektor članske reprezentance. Imamo pa še enega prav posebnega prejemnika priznanja Šahovske zveze Slovenije, ki je pravzaprav ikona slovenskega šaha. To je Bruno Parma, ki pa se dogodka žal ni mogel udeležiti. Bruno Parma je častni član Šahovske zveze Slovenije in edini še živeči član moške reprezentance, ki je zastopala Jugoslavijo. Sodeloval je na 6 olimpijadah ter osvojil 4 srebrne in 2 bronasti medalji. Bruno Parma je bil trener in selektor jugoslovanske in slovenske članske reprezentance. Predlagamo še en aplavz za našega Šah je koreografija misli, ples pa koreografija teles. V šahu iščemo pravo potezo, v plesu pa pravi korak. Oboje pa zahteva zbranost ter natančnost vsake poteze ali koraka. In v svet plesa nas bosta sedaj popeljala vrhunska mednarodna plesalca Darja Marinescu in Boris Borisov iz plesnega centra Bolero. Danes bodo posebna priznanja za vrhunske tekmovalne dosežke prejeli posamezniki, ki so v zadnjih 10 letih izstopali v članski konkurenci. Je letos prejel Plotkovo nagrado.
Šah ni le igra misli, je tudi igra čustev. Podobno je z glasbo, ki nas prav tako nagovarja skozi čutenje in senzibilnost. Naj se čutni svet šahovnice sedaj združi s čutnostjo glasbe. Prisluhnimo obalnemu komornemu orkestru skladbo Adagio skladatelja Giuseppeja Tartinija.
Sedaj pa so na vrsti priznanja za dosežke v letu 2025. Priznanja za dosežke v kadetskih in mladinskih kategorijah v letu 2025 dobijo mladi za uvrstitve na uradnih evropskih in svetovnih prvenstvih, ki izpolnjujejo nove kriterije Olimpijskega komiteja Slovenije za kategorizacijo in sicer za perspektivni razred. Priznanja prejmejo tudi mlajši od 14 let. Priznanja bo podelil predsednik Šahovske zveze Slovenije Dušan Liz. Na nedavno končanem Evropskem mladinskem prvenstvu v Budvi v standardnem šahu, kjer je nastopilo rekordnih 48 držav, so nas v letošnjem novembru v močni konkurenci razveselili dosežki naših mladih šahistk in šahistov, ki bodo sedaj prejeli priznanja za dosežke v letu 2025. Jernej Kozlovič. Jernej Kozlovič je postal evropski podprvak pri kadetih do 16 let. Max Levačič. Levačič je osvojil bronasto medaljo v odprti konkurenci do 8 let. Frida Kalok. Frida Kalok je osvojila 4. mesto v kategoriji deklet do 8 let. Hvala lepa. Pred novembrskim prvenstvom v Budvi pa sta nas avgusta letos na Evropskem mladinskem prvenstvu v Grčiji uspešno zastopali Zarja Gomboši in Ema Jakša. Zarja Gomboši je osvojila 6. mesto na Evropskem mladinskem prvenstvu v pospešenem šahu v kategoriji deklet do 10 let. Ema Jakša je osvojila 4. mesto na Evropskem mladinskem prvenstvu v hitropoteznem šahu v kategoriji deklet do 12 let. Na svetovni rejtinški lestvici se je med dekleti Ema Jakša med dekleti do 11 let uvrstila na visoko 13. mesto. Hvala lepa. Sledi še zadnja podelitev, in sicer podelitev za najšahiste v letošnjem letu. Na oder vabimo Anjo Weber, Matica Laurenčiča,
Na Evropskem prvenstvu v Grčiji avgusta letos je v kategoriji deklet do 14 let osvojila bronasto medaljo v hitropoteznem in 6. mesto v pospešenem šahu. Na svetovnem prvenstvu pa je bila v pospešenem tempu 7. Njena najvišja uvrstitev na letošnji svetovni rejtinški lestvici pri dekletih do 14 let je 33. mesto. Najmladinec v letošnjem letu je Matic Lavrenčič. Matic Lavrenčič je pri rosnih 16 letih postal svetovni podprvak v absolutni mladinski konkurenci do 20 let. In sicer marca letos v Črni Gori, kjer je nastopilo 152 šahistov iz 58 držav. Na svetovni rejtinški lestvici je v svoji kategoriji do 17 let uvrščen na 30. mesto. Sicer pa je tudi član državne reprezentance. Najšahistka v letu 2025 je Zala Urh. Na ženskem evropskem prvenstvu na Rodosu je dosegla enega najboljših rezultatov v svoji karieri. V konkurenci 136 igralk iz 34 držav je zasedla 15. mesto. S tem je osvojila normo za žensko velemojstrico in se uvrstila na svetovni pokal kot edina predstavnica Slovenije. Zala Urh je pomemben člen slovenske ženske reprezentance. Najšahist v letu 2025 je Vladimir Fedosejev. Vladimirja Fedosejeva, kot že omenjeno, danes žal zaradi igranja v tujini ni z nami, vendar vseeno prisluhnimo njegovim rezultatom. Vladimir Fedosejev je dosegel odlično 4. mesto na velikem prestižnem turnirju Tata Steel v Vajkjanzeju, ki ga imenujejo tudi šahovski Wimbledon. Je zmagovalec festivala v Bilu v seštevku 3 šahovskih disciplin. Je tudi zmagovalec močnega turnirja v pospešenem in hitropoteznem tempu v Varšavi. V letošnjem letu je bil uvrščen na 20. mesto na svetovni rejtinški lestvici. Sicer pa je Vladimir Fedosejev prva šahovnica naše državne reprezentance. Hvala lepa vsem. Tako smo sedaj nekako pri koncu današnjega jubilejnega dogodka. Najprej iskrene čestitke vsem današnjim prejemnikom zahvali in priznanj za njihove dosežke, predanost in prispevek k slovenskemu šahu. Ob tem pomembnem jubileju izrekamo posebne čestitke Šahovski zvezi Slovenije
in ji želimo uspešno, ustvarjalno in pogumno pot naprej.